Da se zopet vidimo. Koliko vas je čist novih? 3. Zato, da vem, kako se orientira, da se tudi vi nekaj vnesete. Da ne bomo samo nadaljevali. Gre za predvsem to, kako pridemo v ta trenutek. To se pravi v zdaj. Vedno govorimo tukaj in zdaj. Kaj pa je to? To je zavedanje tega trenutka. Vsak trenutek je pravzaprav večnost, če se ga zaveš. Če se ga pa ne zaveš, nam pa tako ide, kot da uhaja vse izpod rok. Ker mislimo, da nam vse ujde. Ujde nam zaradi tega, ker nismo prisotni. Prisotnost je pa zelo težko. Težko je vedeti, s katero nogo stopim, kako se telo ponaša. Da sem v sebi. To se pravi, sem v sebi in se zavem tega tukaj. Ponavadi nas pa to odnese. A veste, to, ko bomo šli recimo dihanje, dihanje je osnovno. Poleg življenja je dih. To nam je položeno v gibelko in to dihanje pozabimo, da sploh dihamo, ker se ukvarjamo z vsemi problemi. Ego nas tako zaposli, da imamo skozi probleme. Ni nobenega časa, zakaj ga ni, ker imamo vedno novo nalogo. Vedno si ga dajemo naloge, da nam dan ujde, ko rekoč, in nismo v bistvu nič naredili, čeprav smo skozi sledili samo povelju, kaj nam je ego skozi kazal probleme. Zato pa, če se že učimo, kako pridemo v zdaj, je treba obvladati dihanje. To se pravi, ko vdihnem, se zavem, kaj čutim, ko vdihnem. In kaj čutim, ko izdihnem. To se pravi, ne grem na mišljenje, ampak grem na občutek. Občutek, kaj čutim, ko vdihnem in kaj čutim, ko izdihnem. In to je osnovna vaja. Več težkega, ampak probajte delati 2 minutke, boste videli, da je kar težko. 2 minutke se vzeti za sebe, da boste nekaj naredili. Zato, da boste se zavedali, da dihate. Da se boste zavedali, da smo v tem trenutku. To ni veliko. Samo ogromen za tistega, ko to ne zmore. Poglejte, tole imamo zdaj katero leto, Marina? 4. leto. In koliko nas je? Pa mislite, da zato, ker so vsi obvladali. Veste, tist, ko ni treniral, jaz govorim vedno isto za tistega, ko to ne trenira. Tist, ko trenira, pa točen ve, da sem povedal nekaj novega, da je lahko nadgradil. Da je to lahko nadgradil. Veste, jaz sem danes prinesel sabo vse tele knjige, kar smo jih pravzaprav že predelali. To se pravi od Eckhart Tolleja, ko govori, kako pridemo zdaj. Potem proces prisotnosti. Je tudi knjiga, ko nas je tudi precej matrala, ene bolj, druge manj. Ampak gre za to, da koliko človek zmore, koliko lahko tega predela. Veste, zgleda, da je to čist enostaven, pa čist
brez problemov. Ampak, da se ti discipliniraš, da se usedeš 2 minute, kot sem rekel. To je na začetku. Potem pa pojmo na 15 minut. 2krat po 15 minut na dan. To je pa že to pa ti, ko gre v cirkus, zelo težko, da resnično mol 15 minut. Saj tam mogoče še posluša pridko in tako naprej, ampak res bi skoncentriran 15 minut, da opazuješ dih, izdih, da začutiš to energijo v sebi. Veste, gre za to, da to začute. In ko to enkrat začute, veste, da smo to energijska bitja. Da ne rečem duhovna. Ti, ko ste marksisti, boste razumeli, kaj je to energija. Ti, ko ste pa bolj cerkveno in boste pa videli, kaj je to duhovnost. Duhovno je enako energiji. In ko vi začutite energijo v sebi, je to potrdilo, da smo začutili svojo biološko energijo. Svojo energijo smo začutili. To je Božja energija. To je vesoljna energija. In mi smo del tega. In ne iščite na nebu ptic. Reče, ne, tukaj ga ni. Ne iščite v morju rib. Reče, tukaj ga tudi ni. Tukaj noter. Tukaj noter začutimo tisto, za kar smo pravzaprav prišli na zemljo. Na zemljo smo prišli zato, da v telesu dojamemo, kaj je to energija. In ko to vemo, energija je nesmrtna. Življenje je skozi. To se samo preliva. Zato tudi smrt ni tako huda, ko se poslovimo od telesa. Pridemo v to energijo. Če smo se jo zavedali, se bomo tudi potem. Zato je pomemben, da to stvar zdaj treniramo. Zdaj imamo možnost to dojeti. Zdaj, na kakšen način? Jaz podajam pač na tak način, kot je meni razumljiv. In drug vam bo mogoče pa iz drugega aspekta pokazal, ampak gre za isto zadevo. To ni nekaj izven nas. To je v nas. To v vsakem trenutku. Pa pogledajte, koliko je en dan, koliko ima teh trenutkov. Še pa še. Je pa to, ker nas je prijemo tudi z glasom, imamo tudi glas. Glas je pravzaprav zvok, to je energija. In da znamo govoriti, da znamo komunicirati, to je energetski sporazum, glasovni. In mi se skozi sporazumijamo s glasovi. Zato je tudi potreben, da vemo, da posamezni zvoki so za posamezne predele, za posamezne čakre. O je za osnovno čakro. U je za drugo čakro. O je za tretjo čakro, sončni svetež. A je srčna čakra. Srčna čakra je pravzaprav tista, ko je pravzaprav najmočnejša. Ker srce pravzaprav upravlja.
motorčki z nami. Dokler je ta motorček v kartolik v redu, to časa ni problem. Oziroma, če so problemi, če je srce v redu, se da marsikaj popraviti. Če pa enkrat srce začne malo narobe, je pa potem to že problem. Se pa spomnimo zopet na dihanje. In ko govorimo o zvoku, ko treniramo A. A je osnovna, taka za dušo najmočnejši zvok. In če pojete doma, pojete A zato, da boste začutili svoje telo v vibraciji zvoka. In ko vam bo to sedelo, boste lahko ne samo govorili, ampak tudi peli. Petje to ni kar tako, ne. Slovenci imamo štiriglasno petje, ne. To se pravi, imamo zelo visoko stopnjo petja. Drugi pojejo enoglasno, dvoglasno. Štiriglasno je pa pravzaprav, to je pa že pravzaprav glasba. In skozi glasbo se lahko ljudje zelo veliko naučimo. Treba je znati poslušati. Ko pojemo, tudi poslušamo človeka, kako on poje. In kako se uskladimo, kako potem skupaj pojemo. No, potem gremo naprej na višjo čakro, to je Aj, to se pravi grlo. Ta je zelo pomemben za komunikacijo. Če ta ne dela, potem imamo težko komuniciramo. Tukaj je potem ovira. Je ovira. Zato je dober pet Aj, da ta komunikacija steče. Potem je Ej, to je tretje oko. Pri tretjem očesu je tako. Eni ga to pač obvladajo. Eni se moramo tega pa naučiti. Se pa ravno tako nauči kot vse ostalo. Eden ima malo več darov, drugi ima malo manj darov, ampak da vidimo stvari, ko jih pravzaprav iz očmi ne vidimo. To nam da tretje oko. Potem je pa še zgornja čakra, je pa I. To je pa najvišja kronska čakra in bomo te stvari zdaj odpeli. Bomo tole zdaj odpeli. In jaz bi kar rekel, zravnajte hrbtenice, tako da imate lepo zravnan, tudi vrat, odpeljete usta čim bolj, kot da daste malo več krompir v usta, recimo, da odprete usta. A veste, da je glas močen. In ne pojete pred sebe takole, ker ne pojete za sebe. Pojete za nas vse. In pojemo tako, da je stran od nas. No in gremo z vojem, začnemo. Zravnajte se, odprite
Pazite, kako to delamo. Saj bomo sam po eno šli. Om je pa najvišja molitev. In sicer to sprosti celo telo. Zdaj bomo pa še eno zapeli. Zdaj bo pa že šlo. Kjero že imamo? Dekle po vodo šlo. Pa začnimo. Ne vsak poje tako, kot smo zdaj to peli. Bodite zravnani, odpirajte usta, trudite se, da čim bolj zadanete melodijo. Trudite se. Naša, to se pravi, izolska je dekle po vodo šlo. Dekle je po vodo šlo na visoke planine. Dekle je po vodo šlo na visoke planine. Vodo je zajemala, je ribico zajela. Vodo je zajemala, je ribico zajela. Ribica jo je prosila, oj, pusti me živeti. Ribica jo je prosila, oj, pusti me živeti. Dekle je usmiljena, je ribico spustila. Dekle je usmiljena, je ribico spustila. Dosti. Kaj nas je mate? Dihanje. Dihanje. To je premalo pojemo. Premalo pojemo. S tem, ko pojemo, se tudi razpoložimo. In imamo pravzaprav, ko pojemo, se razpoložimo in je čist drugače, kot pa se ste skozi čemirni. Skozi problemi. Zdaj, ko sem tole povedal,
o zvoku, zdaj bomo pa še na dihanje šli. Zaradi teh, ki ste prvič, bom jaz to pokazal, kako dihamo. Ne bomo dolg, da se navte starejši dolgočasili. 2 minutke bomo dihali tako, da bomo čutili vdih in izdih. Kaj čutim, ko vdihnem in kaj čutim, ko izdihnem. Sproste se, noge sprostimo. Sprostitev nog je tako, da imamo noge, to se pravi stopala v širini ramen, nožne mišice zategnemo in jih sprostimo. To se pravi, je nasproten občutek od zategnjenosti, je sprostitev. Sprostimo trebušne mišice, sprostimo prsni koš, sprostimo roke, sprostimo vrat, sprostimo obrazne mišice, zapremo oči, vdihnemo in izdihnemo. Normalno diham. Vdih in izdih. Opazujem, kaj čutim. Kaj čutim, ko vdihnem in kaj čutim, ko izdihnem. Samo opazujem, kaj čutim pri vdihu in kaj čutim pri izdihu. Počasi odpremo oči. To je tako, kot da se masirate. Veste, to je, ko podrgnemo, je to zopet elektrika. In ta elektrika je energija. In ko to podrgnemo, se komot umijemo in je to za naš obraz enkratna masaža. Nam sprosti mišice in s tem tudi odstrani vsakodnevno zadrgnjenost, ko se gubamo, premišljujemo. Lepo se umijemo in je to boljš kot vsaka krema. Kar se tiče dihanja, ko ste dosegli točko, je to kvaliteta, da se lahko gre potem naprej. To je prva stopnja meditacijske joge. Kaj pa zdaj to točka, boste rekli? Ja. Ko diham in sem opazil vdih, izdih, vdih, izdih, da lahko to opazujem, kaj čutim, se nekako izločim
izven sebe in opazujete. S tem, ko sem se izločil, da to lahko opazujem, je ta opazovalc, ko opazuje, kako diham, lahko opazuje tudi misli. In ko meditiram, se pojavi misel. Ta opazovalc samo opazuje to misel, ko je prišla v naš video prostor. In ko jo opazuje, ne more zdržati našega žačenja. Ne more zdržati našega žačenja, opazovanja. Misel pobegne. In to, ko misel pobegne zaradi našega opazovanja, ta opazovalc je tist, ko odstrani misel. Drugače se vi zastoj trudite, da v te misel odstrani. Na eni strani v te ven vrgel, na drugi strani pride not. In ista misel nam moli cel večer, celo noč. Če bodo opazovali, je v več. Pride sicer druga, ampak zopet jo opazujete. In toliko časa opazujete misli, da jih izločite. In ko je prazen ekranček, ko ni več misli, se pojavi nitka, ko leti. In to nitko zopet samo opazujete. Tako, ko ste prebih, ko ste misel opazovali, tako tudi to nitko opazujete. In ta nitka se umiri. In ko se enkrat ustavi, je to točka. To je ta točka, ko sem prej razlagal, da ste jo eni dosegali. Ko dosežete to, ste zreli za naslednje stopnje višje joge. Dokler pa tega ne dosežete, vi greste lahko poslušati, kaj ste še takega jogija, ampak ga ne boste zastopili. Ker se ne boste znali spraviti v točko. Zato je zelo pomembno, da začnete z dihanjem, z opazovanjem misli, z opazovanjem tega, ko se giblje in pridete do točke. Točko pa lahko postavim. Ali jo tam gledam, ali si predstavljam, da je tukaj, potem je tukaj. Boli me koleno. Točko. Tukaj opazujem. In je moja pozornost vsa v kolena. Kaj naredi kolena? Odgovori. Najprej z bolečino. Kako pa bolečino odstraniti? To imamo pa orodje, ne? Ko pride do bolečine, opazujte bolečino. Sprejmite jo. To je dar našega telesa. Vsaka bolečina, če še tako grozna. Sprejmite bolečino. In ko bom sprejel bolečino, bolečine ni več. Kaj sem dosegel s tem? Pozdravil sem. Koleno sem pozdravil. Me boli rama. Pozujem. Tukaj sem s točko. Boli pošastno boli me. Ne smem na tej strani ležati. Ne smem. Sprejmem. Zopet bolečino sprejmem.
ko te to doživeli, to smo trenirali, ne, to je ona priporočila orodje, imam tole knjigo, ko sem jo dobil udar iz, to je odlična knjiga, ne? Odlična knjiga. Ta govori o bolečini, kako jo premagamo. Govori tudi o ljubezni, kako je treba do človeka, ko vas grdo sprejme, ko vas nadere. Veste, to je v bistvu ta je vaš prijatelj, ko vam je potegnil tega škrata iz vas, da ste se razjezili. Ko boste enkrat dojeli, da to ni vaš sovražnik, lepo greste v sebe in se vprašate, kaj se pa z menoj zdaj dogaja. Kaj se z menoj zdaj dogaja? Kaj čutim, ko me je to in to rekel? Ko me je to in to storil? In ko začutim vozu v sebi, ko začutim to napetost, to opazuje. On je bil samo moj poštar. Sporočil mi je, to je pri tebi narobe. Ja, pa res je, krasno. Hvala. Se zahvalite in ste šli na višjo stopnjo. Ampak to ujet, ker ego, to mi je rekel, ja, to mi je naredil, ja, je to sploh mogoče? Ne, pa nisem noter, pa nisem v sebi. Pošljite mu ljubezen. Kako pa to naredimo? Zopet v orodju. Vse okrog nas je ljubezen. Drugače ne bi živeli. Ne bi bilo življenja, če ne bi bilo ljubezni. Vse ljubezen. Vdihnete in mu jo pošljete. Vdihnemo in pošljemo. Toliko časa, da ga uvijete v to ljubezen. In on bo pa šel bližje. Boste videli, da je pravzaprav isti trpinkari, da smo vsi v istem zosu, da gre vedno za bolečinsko jedro, ko človek začuti, da je to pri tebi narobe in te bo to izzival. In ko to dobimo, ko to lahko vse začutimo, mu lahko tudi ljubezen vrnemo. In kdaj pa pridemo do tega, da pravzaprav, da smo vsega osvobodjeni? Takrat, ko vemo, da smo zmožni oprostiti vsem ljudem, ko so nas kadarkoli v življenju razžalostili, prizadeli, da jim to oprostimo. Ampak res oprostimo, ne samo, da mislimo, da oprostimo. Treba je iz srca odpustiti. Sočutec z njim. S tisto bolečino, ki je on prišel z agresijo nad vas. Se bo stopila. Nobena agresija ne zdrži ljubezni. Nobena. S tem, ko dihate, ko začutite energijo v sebi, začutite tudi ljubezen v sebi. In ko to dojamete, da je to ljubezen v nas, takrat jo lahko tudi dajemo.
ker pa tega ne čutimo, se pa delamo, da dajemo ljubezen, ne. Mi smo toliko dobri, pa bomo to naredili. Ne. Čutiti moraš, da to lahko narediš. S čutenjem to lahko damo. Drugače pa to trgovina. To je trgovina. Jaz bom tebi nekaj dobrega naredil, zato da boš ti pol meni. Ne. Jaz bom to naredil zato, da se boš dobro počutil. Jaz te bom pozdravil zato, da se boš dobro počutil. Ne da mi boš dal 200 € ali pa 100 €. Hvala lepa. S tem, če se dobro počutiš, to je največji dar tudi za mene. Največji dar. Če je dokaj da, hvala, prima, ampak ne za to delati. Ne za to delati. Ne delati dobra dela za to, da bi s tem delali trgovina. Jezus je rekel, trgovce na ženem iz templa. Kje pa je ti stempel? Kje je ti stempel? Tako je, tukaj not. Tukaj not je ta tempel. Ne v cerkvi. Tiste, pač ustanova, ko na tej stopni, ko so, je čist prav, da je tako, kot je. In vera mora biti, dokler to ne prenesemo v sebe. Ko pa to prenesemo v sebe, pa to najvišja stopnja. Najvišja stopnja, ko se zaveste, to v nas. Ta ljubezen, vse imamo v sebi. Noben te ne more toliko prizadeti, da mu ne bi mogel prostiti. In karkoli vam je kdo prizadel. Veste, prej smo govorili o tem, da je to, to se giblje. Bog ve, kaj smo mi vse naredili v prejšnjem življenju. Veste, ena je pa vrnu, je pa barava nemogoča. Ampak to je karma. In če mi to oprostimo, smo karma izničeni. Smo karma izničeni. Ne bo se to nadaljevalo. Zato je proces prisotnosti tako zelo pomemben. To je tole. Proces prisotnosti je izrednega pomena. Zakaj? Zato, da ugotovimo, kaj vse, kakšne blokade imamo. Kakšne blokade. Te blokade smo mi podedovali od svojih staršev. In te blokade vlečemo na svoje otroke. Hočemo ali nočemo, ampak delujemo tako, da ta proces skozi teče. In te blokade, če jih pretrgate, ne samo, da sebe osvobodite, ampak tudi otroke ne bremenite več s to energijo. Ne bremenite več otroke s to energijo. Samo malo skočim. Vidim, da se nekateri zapisujete, te knjige. Seznam je narejen. Smo ga obljubljali že nekaj časa in je danes dopolnjen, ste ga dobili po elektronski pošti. Zdaj, če ste pustili naslove novi, ki ste dobili naknadno, je pa nekaj sprinta, nekaj listov tam zadaj in vsega tega seznama je vse. Smo vam prihrali in ni treba nič zapisovati, prav? Vse mislim, da so vse, če pa niso, se bojo pa še dopolniti. Seznam se dopolnjuje, ne? Toliko, prav? Ja. No, kje smo bili? Proces prisotnosti. Proces prisotnosti.
Veste, Proces prisotnosti je izredno močna knjiga. Poskušajte vsaj prebrati. Če boste pa enkrat trenirali 10 tednov, je pa to že kar precej. Ste kar precej naredili. Ampak, če začnete trenirati, je treba iti skozi. Je treba iti vseh 10 tednov. 2x po 15 minut. To je kar zahtevanje. Jaz sem si sam sebi čestitev, ker sem skozi prišel. Pa sem pogrunil, da pravzaprav nisem še prav dosti naredil, pa sem šel še enkrat, sem še ponovil. Ampak hočem to reči, da se do otrok drugače obnaša. Drugače živi. Do partnerja se drugače obnaša, kot so se prej. Vidim, da sem se spremenil. In zato vam lahko povem, da sem skozi proces prisotnosti prišel toliko daleč, da sem lahko v energiji. Brez časa sem odzvonil, se opazovim, kako diha. Kako moj energetsko telo diha. To, jaz seveda se hvalim, ampak ni moj namen, da bi se hvalil, ampak hočem vam to povedati, da se to da doseči. To se da doseči. In če boste to dosegli, se da potovati potem, če vam bo kakšen šaman razlagal o zgornjem svetu ali pa o spodnjem svetu, se lahko predstavljate. V zgornji svet, to se pravi, v nadjaz, to smo tudi že imeli. S tem, ko dihate, če je globoko dih, gre lahko visoko gor, lahko pridemo do svojega nadjaza. Ta nadjaz ni nič drugega, to je samo del nas. To je naš višji jaz. Ko pravzaprav skozi bedi nad nami, temu reče tudi angel varuh. Ampak ta angel varuh je pravzaprav v našem duhovnem telesu. Tukaj je 7. čakra. 8. je pa že začetek nadjaza. 9. je pa 11 km više. To se pravi, je ogromen prostor in dosežete z nadjazom, če ga vprašate, če začnete z njim komunicirati. To je del nas. To ni nič nekaj, kaj ste nekaj abstraktnega, ne vem kje. To je 9. čakra. In to se pravi, ko vzpostavimo stik z nadjazom, ga lahko vprašamo, ko meditiramo. Kaj sem ga pa jaz polomil čez dan? A mi lahko poveš, kako bi se boljše obnašal? Kako bi boljše dosegel, lepše, da bi speljal situacijo? Bo povedal, če boste poslušali. Če boste poslušali, pa ne boste pač. Ego je hud, veste, ta se bo branil, ta ne bo pustil. Niti vprašati. Že vprašati je težko. Jaz včasih, še zdaj, se kar ne upam vprašati, kaj bo povedal, ker bo povedal tako, da mi ne bo najbolj všeč. In ga raj ne vprašam. Veste, ker mi smo še vedno ranljivi. Mi smo tukaj, Jaz nisem nič drugačen od vas. Enako, mogoče malo bolj, ker se mi zdi, da se že bližam tam, moja večnost je nekaj krajša, mogoče od vaše, in malo bolj garam, da bom nekako
odnesel od tega življenja, kolikor bom pač največ mogel. Ne? In trudite se tudi vidko, ker ne vemo, koliko časa je ta program še traja. Ker ta usoda, za enega je lahko to zelo hiter, ne? Že jutr, ne? Je vprašanje, kako bo. Ne? Delite tako, kot da ste na smrtni postelji in se vprašate, kaj sem pa v življenju naredil. Kaj sem pa jaz v tem življenju naredil, zato, ker sem prišel na svet, pa koliko sem naredil dobrega za sebe, koliko sem ga predal. Potem je ljudje začeli delati. Ker takrat, iz te situacije, da pa vedel, da je škoda časa, ko sem ga kaj s tem zafantaziral. Bluzil sem tam po vseh mogočih romanih, po vseh mogočih novicah, po vseh mogočih političnih zadevah, po vseh mogočih kriminalkah, kaj s tem? Poslušajte, uredite se, kot da ste na smrtni postelji in začnite delati. Magaj samo 2 minutke na dan. Bo še 2 minutke, kot pri nič. Ampak 2 minutke proti celemu dnevu je to tako, kot plunk v morje. Zato probajte delati. Delajte na sebe. Sami ste se rodili, sami boste zapustili. Noben tudi enkrat vdiha vam ne more šekati. Nobenega vdiha, ko enkrat se steče, delajte. A se spomnite Tita, kaj je rekel? Kao, oni, kaj, ga gledamo grdo, ampak je rekel, učite se. In je bilo toliko in toliko šolanih ljudi. Danes je vprašanje, kako bo. Bomo videli. Mogoče, če bomo imeli zadolj denarja, boste lahko šolali otroke, drugače bo pa težko. Kako je? Zato pa delajte na sebi. Delajte na sebi. Nikoli ne bo toliko hudo, da ne bi mogli nič narediti za sebe. Če bo bolj hudo, lažje boste delali. Lažje se boste zavedali, zakaj ste tukaj. A se spomnite, kaj je pisal Frankl? Kdo ga je bral? Bral nekaj pa se. Frankl je bil v taborišču, tako kot ostali. In tist, ko si je zadal, da bo 2 meseca zdržal v taborišču, je po 2 mesecih umrl. Tist, ko je rekel, da bo 1 leto zdržal. To je 1 leto umrl. Frankl je pa rekel tako. Vi ste prišli v taborišče in niste prišli za stoj. Vi ste prišli za to, da se boste v taborišču nekaj naučili. In to je največja šola, če jo boste zdržali. Se spomnim očeta, ki je prišel z Dachova, pa se je rekel, veš kaj, a ti pogledaj, jaz sem ti pa Frankla kupil. Prav, Frankl ni mogel tega dojeti, kaj je recimo čutil en Rus, ko je bil, ni znal ne jezika, ni bil niti doktor. Prav, Frankl je bil pa izobražen, nemško je znal, doktor je bil,
In so ga Nemci drugače obravnavali. On prav, to sploh ni mogel tega dojeti, kako je pa tisti Rus to dojemal. Jaz sem rekel, to je že res, ampak je pa to napisal. Prav tisti, ko je bil zadost pri sebi, je vedel, da bojo Nemci izgubili. In mi smo imeli zavest, da bojo izgubili in da bomo mi to preživeli. Ni prišel nazaj. Ni prišel nazaj. To je to. Zavest je treba razširiti. S tem, ko boste to trenirali, se vam zavest širi. In čim širšo zavest imate, več dojamete, lažje dojamete, lažje dojemate. In zato gre, da zavest razširimo. In iz širšo zavestjo vam ne more eden pamet soliti iz nižjo zavestjo. To je tako, kot da bi se prijavil petošolček, da bo vašo nalogo, ko hodite v 8. razred, on rešil. Jo ne more. Jo ne more. Ali pa ne rečem, da ta petošolček ni brišten. Je, ampak hoče v 5. razred. On, ko bo pa šel v 8. razred, bo pa lahko vam kaj svetval, če vi ne boste nič napredovali. Zato pa začeti delati na sebe. Zdaj smo se učili, kako ugotovimo bolezni. In sem vas učil, da pravzaprav je treba obvladati zmerkanje. To se sprostite in zaprete oči in gledamo dol, se popolnoma sprostimo in potem dvigamo trepalnice. Trepalnice dvigamo približno malo pod 90 stopinjami, da začnejo trepetati. In s tem, ko začne trepalnice trepetati, začutimo energijo. Ker naše oči so sposobne zaznavati energijo. In ko trepalnice trepetajo, zagledamo energijo sočloveka in vidimo, ki ima blokade. Tako, dobro. Se zaprtimi očmi dvigujem. Bom pokazal. Prosim. Bom pokazal. Ne vidite vsi? Tako se sprostijo kot pri zadihanje, noge, trebuh, prsa, roke, vrat. Zapremo oči, vdihnemo, da se umirimo in gledamo s pogledom dol. Dol in potem gremo s pogledom gor, ampak trepalnic ne dvignemo. Ne dvignemo trepalnic, ampak gledamo majčkeno pod 90 stopinjami. Z zaprtimi trepalnicami. In začnejo oči trepetati. Ste prišli v to lego? Zdaj pa stegnite roko in probajte slediti roki.
Kaj, ko se bo ustavila? Ko se bo ustavilo trepetanje, tam je točka, ko je brez energije. Če trepeta skozi. V redu. Poslušajte, to trepetanje, a kdo ni mogel začutiti? Trepetanja? Jaz tako dobro to ne čutim. Aha. No, bom pokazal še enkrat. Poglejte, gledate dol, potem pa dvigate pogled, ampak trepalnice so zaprte, ne? Trepalnice so zaprte in ko pride v tole višino, začne trepetati. In seveda. Hvala. Zdaj pa je. Je? No, evo, poslušajte, to se naučite. Na mizo daste odejo, gor daste pa eno plastično stekleničko. In ko greste z roko, bo trepetanje povsod. Ko pridete pa do plastične stekleničke, se pa ustavi trepetanje. To se pravi, tukaj je blokada. In tako se naučite, kako je, kje je to mesto blokade. In ko greste, tukaj se je ustavil, tukaj je ta blokada. No in zdaj bomo šli pa naprej. Bomo se poučili, kako dobimo energijo od ozgoraj, ko se pravi iz vesolja, in pa iz zemlje. Mi smo pravzaprav prevodnik vesolja, Božjega in zemeljskega. Tukaj se mi ujamemo. In tukaj je ta naš aparat. Mi smo bitje, ko lahko to dojema. Seveda, ko enkrat začutite, da smo energetska bitja, dokler pa tega ne čutimo, je pa to več ali manj, bomo rekli, teorija. Isto, ko se bomo sprostili, bomo šli v vesolje, v središče svetlobe. Ko bomo meditirali, bomo šli do te svetlobe, jo potegnili dol, do točke. Točka bo, rečemo, meter nad nami in bomo naredili trikotnik. Enakostranični trikotnik. Ko se neha pri nogah, in naredimo iz te točke, ko smo potegnili dol trikotnik, in jo izdihnemo v svetlobo. To se pravi, potegnemo do sem, naredimo trikotnik in izdihnemo svetlobo v ta trikotnik. Spet, do sem, trikotnik, in smo pa tudi dihnemo. Potem gremo pa v zemljo, v središče zemlje. In od tam potegnemo zopet svetlobo gor. In jo ustavimo 1 meter pod nogami. In naredimo zopet trikotnik gor. Nad glavo. To se pravi, en trikotnik gre tukaj dol,
drugi je pa od tukaj gor. No in to je Božja energija, ne? Se pravi, vesoljna energija in zemeljska energija. Mi dobimo s tem dvojno energijo. Vesoljno in zemeljsko. Zdaj, če to pogledamo, ne, kako to zgleda? To zgleda v tejle knjigi takole. Takole zgleda na prvi strani. A veste, to je trikotnik. To je trikotnik. Ne bom pokazal, to je potem židovska zvezda, šesterokraka zvezda, ker sta dva trikotnika. To ni židovska zvezda, to je zvezda z dvema trikotnikoma. In te dva trikotnika, ko je iz neba in iz zemlje, tvori takole. In bomo tole šli, potem gre za to, da pravzaprav ta trikotnik nismo samo mi. Mi imamo dvojnika. Na zemlji imamo dvojnika, dušo dvojnika. Najprej naredimo tole za sebe, potem naredimo pa še za dvojnika. Zakaj? Mi, da smo v telesih taki, kot smo v telesih nepopolni. Mi, da smo lahko v materiji, smo samo polovični. Una druga polovica je tudi prisotna. In ko to dvoje mi naredimo tudi za no, te dva trikotnika. In ko te dva trikotnika združimo, smo združili sebe z dvojnikom. In je to najvišja oblika zdravja. To je potem celota. In zdaj bomo naredili samo prvi del. V decembru bomo naredili pa tole, kot je malo doma vežbaj, bomo naredili pa še drugo polovico in potem povežemo to v celoto. Tole bomo naredili prvi del, tako da boste lahko tole videli, kako to zgleda. To je o gorevcu. Veste, ogorevc je eden naših najboljših šamanov in je napisal več knjig. Bil je tudi med šamani v Sibiriji, tam so ga tudi zelo priznali, tako da je izredno dober. In tole sem jaz zaradi tega namenil, ker ko enkrat obvladate točko, ko enkrat obvladate dihanje, je dobro, da se to tehniko nauči. In če se boste to naučili, boste lahko tudi drugega zdravili. Ker ko bomo to enkrat obvladali, to lahko greste v prihodnost in v preteklost. Tako da je to izrednega pomena. No, in bomo kar šli, ko bomo to naredili.
Zopet se bomo sprosili tako, kot smo se v prvi vaji. To se pravi, gremo na vdih in izdih. Samo opazujemo, kaj čutim, ko vdihnem, kaj čutim, ko izdihnem. Probajte vključiti to se pravi vibracijo oči. Štejemo od 5 do 0. 5, 4, 3, 2, 1. Nehamo z vibracijo in gremo v vesolje do središča svetlobe. Potegnemo jo dol, meter nad glavo, naredimo trikotnik in vdihnemo svetlobo v ta trikotnik. Potegnemo zopet svetlobo iz točke v trikotnik in vdihnemo. Ponovno iz točke v trikotnik in vdihnemo. Zdaj gremo pa v središče Zemlje, do svetle magme in potegnemo gor, meter pod nogami, ustavimo in naredimo drug trikotnik. Nad glavo vdihnemo. Potegnemo zopet trikotnik, zopet vdihnemo. In še enkrat. Predstavljamo si, da je naš dvojnik na desni. In gremo zopet v nebo, do svetlobe, jo potegnemo nad njega in naredimo trikotnik. Cel ga objamemo, koliko smo prej sebe. In vdihnemo. In ponovno trikotnik. In vdihnemo. Iz Zemlje potegnemo svetlobo in jo vstavimo meter pod njegovimi nogami in naredimo drug trikotnik. Vdihnemo. Potegnemo iz točke v trikotnik. Ponovno vdihnemo. Potegnemo zopet v trikotnik in vdihnemo. Zdaj gremo pa zopet
oporo svetlobe, potegnemo točko, ki se vstavi 4 metre nad nami. In potegnemo trikotnik čez sebe in čez dvojnika. In vdihnemo v trikotnik. Gremo do središča zemlje, potegnemo točko gor in jo pustimo zopet 5 metrov pod nogami. In vlečemo čez oba, čez sebe in čez dvojnika. In vdihnemo. Štejemo 5, 4, 3, 2, 1. Odprite oči. Kako je bilo? Zanimivo. Ja, no, to sem vam pokazal tehniko, celo tehniko. Jaz sem mislil samo delček, ampak je prav, da smo celo naredili. Doma poskušajte, ker to, da dvojnika dobimo zraven, se zedimo s celo energijo, ki jo imamo na zemlji. In je to res močna zadeva. In s tem lahko zdravimo sebe in lahko zdravimo tudi druge. Tako da, če bo kakšna stvar za pozdraviti, boste sposobni, da lahko pozdravite. Da mu lahko pomagati. Ja, vsak misli tako. Sej, veste, marsikaj se ne da. Marsikaj. Ampak vedno se moramo vprašati, zakaj se pa to ne da. Kje je vzrok? Treba je poiskati, vedno pri vsaki bolezni je treba poiskati vzrok. Kje je vzrok? Ali je to v meni, da ne morem? Ali je to v njemu, da ne morem? Ali je to mogoče, ki je iz preteklosti vzrok? Ampak tudi to se bo moči. Kako pridemo v preteklost? Kako pridemo v preteklost in kako dobimo vzrok? Nekje je vzrok naše bolezni. Ali je to karmična zadeva? Ali smo ga kaj zelo polomili, da smo tako zboleli? V vsakem primeru nam kaže, da ga nekaj lomimo. Nekje moramo priti do tega vzroka, zakaj smo zboleli. Kje je to? Zakaj smo zboleli? In ko pridemo do vzroka, potem lahko bolezen zdravimo. Dokler pa do vzroka ne pridemo, toliko časa pa mi zdravimo tako, kot doktor zdrav. A glava te boli, kaj imaš tabletek? A želodec? Ja, to so pa ta tabletek. Aha, ako je? Ni problema. Malo se vzaj. Kako ste pa vedel? Ja, pač. To je instinkt. To rata, to si pa kura za mene. Veste, to je vedno tako. Vzrok najde. In ko vzrok najdete, malenkost zdravite. Vedno morate pa vedeti, mi nismo tisti, ko zdravimo, ampak je energija tista. Ali je za to? Pa ni. Energija, to je energija, miselna tvorba. To, recimo, ko ste poslušali Tesla metamorfozo, točno veste, da je energija že prisotna samo z namenom.
Ko imaš namen, da boš zdravil, se že energija pojavi. To se pravi, da se je komuniciral z energijo, se pogovarjal. Se pravi, če se je en lahko, se tudi drugi lahko. Ampak moramo dovoljiti, mi si moramo dovoljiti, da to lahko. Če si pa ne dovoljimo, pa ni nič. Pa se pa ne da. Ne? Potem se pa to ne da. Ko enkrat vzrok odkrijete, potem je malenkost to pozdraviti. Ampak, da pa pridemo do tega, da lahko vzrok odkrijemo. To je pa trening. Koliko sem prej rekel, začne se s 2 minutkami. Potem pa, koliko boste pač mogli. A veste, eni tečejo maraton, a ne? Pa je tak revček ves piškal, mu ne bi dal 5 para. Tam teče pa 100 kilometrov. To ne moreš verjeti. Ja, ampak če eden lahko, pa to že okrog 10 kilometrov teče, če mu lahko 100. Da se, ne? Da se, samo treba se vse spraviti, zorganizirati. A veste, sigurno je dosti časa za vse. Sigurno. Samo treba je najti pravilen čas treninga. Jaz treniram kdaj? Zvečer sem tako utrujen. To je žmerkanje še nekako spravim skupaj, pa grem postati. Ampak se pa zbudim. Da mi pole stranišče. Ko če vem, ko ne bom zaspal. Da lepo vsedem in začnem meditirati. In grem čim več tehnik skozi. To sem vam že prej prepodal, se ne bom več hvalil, ampak od 1 uro. 1 uro sigurno delam. In če delam 1 uro, sem popolnoma zadovoljen. Ker sem prešel osnovne tehnike, sem dal skozi. In to vsak dan. Vsako noč. Vsako noč. Ampak tudi samo dihanje pomaga, to jaz delam. Absolutno. Ker v dihanju je smisel. Se mislite, da jaz ne diham zraven? Ja, treba je uzavestiti vdih in izdih. Od tukaj je vsa umetnost. Vsa umetnost je v dihanju. Kaj lahko povete, kako meditirate? Z dihanjem in nadaljujte. Poslušajte, tako kot sem prikazal. Vdih in izdih. Potem, da imam daljše, grem na to tehniko odbrane. Jaz sem tukaj, zdaj, v tem. In potem, ko to diham nekaj časa, potem to preseljam v tretje oko. In sem tukaj in isto. Jaz sem tukaj, zdaj, v tem. Ampak sem skozi v tej točki. In ko sem v tej točki, se lahko potegnem tudi nazaj. Ko se potegnem nazaj, sem izven telesa. In ko sem izven telesa, se opazujem, kako diham, kako gre energija gor, kako gre dol, kako gre dol. Potem grem na poslušanje. To pa samo uro, ko sem jo slišal, ko je
imela svoj zvok, tank. To je uro bom dal jaz popraviti. Bom dal tako, ko se ne boš še. In sem dal tako uro, ko se mi šliš, ampak lahko poslušam potem moj vdih, pa moj utrip srca. In je to pravzaprav melodija, ko je združljiva, ko je lahko poslušam, tako kot lahko poslušam bobne ali pa lahko poslušam samo violino, ko sem na koncertu. Poslušanje je zelo pomembna zadeva pri meditaciji. No in ko to pridem skozi, potem pa prepustim, da dihanje teče po svoje. In sem del diha. In sem v dihu. Sem v dihu in kamor me odvede. In spet izdih, kamor me odvede. Tako. To bi bil na kratko. Tako. Jaz bi vam predlagal, da se malo sprostimo, ne? Pa bi mogoče šli malo na ples, da ne bomo sam sedeli prst. Lahko še enkrat ponoviš tisto tehniko od prej, tako da vsi gledamo. Samo če ponoviš. To se pravi, to trikotnike. Lahko vprašam. S trikotnikom je treba vedno prej z očmi. A lahko tudi brez tega? Poslušajte, jaz sem za to oči vključil, če boste doma trenirali, delajte najprej z očmi zaradi tega, da boste iz te vibracije prišli v trikotnik. To je tehnika zaradi tega, da povežete eno z drugim. Lahko delate pa to za sebe. Lahko delate za sebe. Delajte tako, da boste lahko začutili, kje je pravzaprav tista točka, ko nima energije. Tisto točko treba napolniti. Tisto točko treba spodbuditi. Zdaj, zakaj je to brez energije? Lahko je tudi kakšen parazit, ne? Lahko se tudi vam kakšen priklop, kakšna zadeva, da vam jemlje energijo. A veste, lahko se vam na organ priklop, lahko na ud in mislite, koga vse je možen. Vse je možen. Zato pa, če je nekje brez energije, se to energijo da potem pozdraviti. Jaz sem sama v prostoru in iščem to točko, ko ni energije. Na sebi ali kar tako. Ko ste v prostoru. Jaz dam tako, kot sem rekel. Jaz dam odejo na mizo, tako dam plastično steklenico in grem tako, da se naučim. Da se naučim, kje mi nič več ne vibrira, oči ne vibrirajo. Tukaj nad steklenico se ustav. Ni vibracije, ne? Zaradi plastike. Zaradi plastike. Ne. In ko se to naučite, potem greste še na telo. Še je takrat uporabljeno. Ja. To se je treba naučiti. Ne, to se je treba naučiti, potem greste pa naprej. Ja, tako ne. Še enkrat. Ok. Da jaz stojim. Ne, tako da te gledamo, ja, da vidim. Kaj pa smo se mi žali. Ok. No, pa zdaj pa gledajte. Gledajte, najprej se sprostim.
potegnem iz vesolja svetlobo in jo ustavim meter nad glavo. Potegnem trikotnik enakostraničen do tal. Tako da je moje celo telo v trikotniku. In izdihnem. Potegnem zopet iz točke v trikotnik. Zopet izdihnem. Zopet potegnem trikotnik. Zopet izdihnem. Grem v središče zemlje, do srede, potegnem gor, meter pod nogami ustavim in potegnem trikotnik do vrha, nad glavo. Nad glavo. In izdihnem. Potegnem zopet trikotnik nad glavo. In izdihnem. Potegnem še enkrat. In izdihnem. Zdaj pa za dvojnika. Grem v nebo, potegnem svetlobo, meter nad njegovo glavo, ustavim in naredim trikotnik. In vdihnem. Tudi do tal. Tudi. Isto. Še enkrat. Še enkrat. Grem v središče zemlje in potegnem meter pod njegovimi nogami in naredim trikotnik do vrha njegove glave. In še enkrat. Grem zopet v vesolje, potegnem svetlobo 5 metrov nad obema in naredim trikotnik. Oba zajamem. Oba zajamem. Zopet potegnem. Grem v središče zemlje, potegnem zopet 5 metrov pod nama, delam trikotnik in zajamem oba. In zopet. Potem pa štejem 5, 4, 3, 2, 1. Konc. To pomeni, da si naredil 21 trikotnikov. Poglejte. Tole poglejte, kako izgleda. Tukaj sta obadva, jaz in dvojnik. To je pa zajetje obojega. Kar pokažite, poglejte kako. Veste, to boste, ko boste začutili dvojnika, boste začutili močnejšo energijo. Ker to je dvoje. Zato, mi smo zato razdeljeni, da smo lahko materialni. Če bi bili združeni, to se pravi, če srečate tatska dvojnika, se ponavadi tako zaljubta, da sta nerazdružljiva.
To je taka privlačnost, da se jih ne da ločiti. In recimo, ko še ima v preteklosti, ima lahko kar sledi. 10 otrok sreča dvojnika, je to tako močno, da pusti tiste otroke. Ne more, ker je to premočno. Rečejo, to je seksualna privlačnost. Ne, to je dvojnik. Če je prišel dvojnik v vaše življenje, ste ga lahko mogoče srečali. Če ste ga srečali, to je to. To je... Ni vsem namenjeno, ne? Ja, tako je. Tako da ga meditiraš, to pa je. To pa je. Jaz svojega dvojnika ne poznam. Jaz ga ne poznam. Jaz ga pač zmeditiram. Ampak čutim pa, da je. Tako da pa čutim. Tako. Zelo zanimivo. Si zadovoljen? Ja. Ste zadovoljen? Ja. No, zdaj gremo pa malo plesati. Mečkaj dajte tole na stran. A veste, da se mečkaj ne zgibate. To ni... Samo se bije.
Nekaj smo se razgibali, damo pa tole, zdaj bi šli pa na točko. Zdaj gremo pa na točko, se potem pa tle postaviti, tole se postaviti, da mali barve naprej. Jaz bom držal točko, vi me pa gledate. Ker ste se razgibali, bo to malo bo drugače. To postavljam zaradi tega, da ne bom v senci. Gledali me boste v oči. Gledali me boste v oči. A me vidite vsi? A sem v senci? Ne. Okay. Eno željo si mislite, ali za zdravje, ali za, da boste na loteriji kaj zadeli, ali pa karkoli, ampak samo eno željo. Mene gledate v oči in Matija, tebe bom pa prosil, da mi boš čez 7 minut malo javil, da je že toliko ura. Ste čist primer, če se morate kaj premakniti, dobro se premaknite, pa v glavni je treba biti primer in mene gledati v oči. Če ne morate skozi gledati, lahko malo stran pogledate, ampak zopet greste nazaj na oči. Tako. Pa primer. Čim bolj telesno primer. Kar posvete se. Ja. Kako je bilo? Dobro. Kako je to dobro? Močno. Je bilo močno? Ja, mene zmeri vleče, mislim, da bom pa problemati. Ja, kar pridite na še. A veste, tukaj je vse dovoljen. Karkoli, popolnoma boste sproščeni. Popolnoma boste sproščeni. A veste, ker če bomo na delavnici zategnjeni, to ni nič. Morate biti sproščeni. In če boste na delavnici lahko sproščeni, boste tudi v življenju lažje. A veste, in to ni samo za poslušati, potem pa nič več ne. Delavnica je zato, da se dela, da se nekaj napreduje, da ko pridemo drugič na delavnico, ste vi že obogateni s tistem, kar ste doma delali. To je to. To je smisel delavnice. Ne samo to, da pridete pa poslušate. Že to je nekaj. Že to je več kot nič, ne? Ampak
Največ je pa to, da vi sami delate. Čim več. Več boste delali, boljši boste. Delo dela mojstra. Mojster dela delo. Jaz zdaj, ko sem nas tako v miru gledala v oči, neverjetno, kako vaše svetlobno telo sem jaz zaznala. Celega. Skoraj da vas nisem videla samo to telo svetlobno. Obrisi tukaj tako široko od vas. Kaj pridobimo s tako vajo? Poslušajte. Če bom jaz doma to delala in gledala v eno točko. Poslušajte, ne v točko. Vi imate doma sigurno eno zrcalo, ki se ogledate. Ja? No, v to ogledalo se gledate in boste isto videli točko. Vi se gledate tukaj noter in boste videli, da se te zgubila. In gledate vsaj 2 minuti. Vsaj 2 minuti. Ne? V zrcalo v to točko. Ja, to gledate sebe. Ne? Ampak ta, ko je v zrcalu, to ste tudi vi. Ne? To ni, vi se odmaknete stran, vas ne bo notne. Vi se gledate v zrcalo 2 minuti. Lahko pa tudi 10, ne? Ampak več pa ni treba. Več pa ni treba zaradi tega. Ne? Ja, ne. Tako da boste videli lahko svojo auro. Lahko vidite svojo auro. Lahko vidite, kako zginete. Lahko malo trenirite. Ampak tako, da pa gledate tako točko. Ne? Jaz sem vam zato rekel, da gledate mene v oči, da ste v točki. In s tem, ko ste vi mene gledali v oči, je bila cela dvorana v enem samem energetskem naboju. In cela dvorana je bila pokrita v tej energiji. In v taki energiji se da zdraviti. Če ste zaprosili za eno stvar, ta se vam bo izpolnila. Samo opazujte. Opazujte, kdaj se vam to naredi. No, a je že kdo bil tukaj, ko se mu je to izpolnilo? Ne dvigne roko. No, dajte višji dvignite roke. Evo. A veste, to, če ne bi noben dvignil, dobro, ni ne. Ampak je, če pravilno zaprosiš, če si bil prisoten, se zgodi. To se zgodi. To je to. Ja. To je to. Ma še kdo kaj zapovedati? Jaz sem imela pa danes občutek, Ja. da sem videla vašega dvojnika, Ja. ki vas je skušal se postaviti pred vas, vendar ga niste pustili. Najprej je takole migal za vami, Ja. en čas, ampak ni mogel vas prehiteti, potem se je pa umiril. Tako da dvojnika imate tam zadaj. Hvala lepa. Vsega imamo vsi, ne, se bo treba ga je zaznati. Ja. Lepo, da ste povedali, hvala. Še kdo kaj? Belo svetlobo. Ste videla? Hvala lepo. Krasno. Ja, jaz sem videl, na celo grupo sem videl svetlobo. Ne. In ste se kopali v tej svetlobi. Ne. In prelivala se je. Ne. Tako da je to v redu grupa. Ne. Tako se vas zmeri pohvalim, ampak ste v redu. Ne. Ker ste disciplinirani in to delate. Ne. V decembru bomo naredili eno anketo, pa bomo videli, kako ste kaj napredovali. Ne glede, kaj kdo napiše. Bo napisal vsak, kako doživljate
te delavnice. Smo že naredili več eno. Ste že naredili? Samo moramo rezultat povedati. Tako, no dobro je. Dobro. Če ste pa že naredili, pa ponovno bomo ponavljali. Veš kaj malo kasneje potem, čez nekaj mesecev. Jaz sem bil v tem mesecu operiran, pa vam nisem hotel tega povedati, zaradi tega, da ne bi mislili, da se hočemo ogniti. In sem mislil, da ne bom mogel priti. Ampak mislim, da ste bili zadovoljni. Super ste bili. Sem dobil pa pospeševalnik. Ja, tako da tretjega sem dobil pospeševalnik in nisem sam pripeljal, me je Matija pripeljal. Hvala Matija. Ja, tako da nismo izpadli iz tega mesta. Torej, tisti, ki še ne veste, tam od zadaj ima taka zelena škatla, kdo želi, lahko pusti prostovoljni prispevek, ni obvezno. Vidimo se 17. decembra znova, samo z Joškotom. Seveda ste pa zelo lepo vabljeni tudi naslednji teden, je pravlični festival. Lahko malo na glas, prosim. Ja, da ste zelo vabljeni prihodnji teden, ko je pravlični festival. Ne zamuditi čudovite pravličarke med Ljubo Jenče in Anjo Štefan, je še Irena, tako da resnično toplo priporočam v četrtek. V petek pa, kdo želi še doživeti Marjana Tomšiča, pisatelja, zaključujemo projekt Primorci beremo. Vabljeni ste seveda vsi, tudi ki niste projekta delali, tako da bo srečanje z njim. Vse ostalo ste pa obveščeni, če ste pustili naslove, dobivate vabila, literatura. Pravice so na mailu, nekaj niste že nekaj? Kako? Pravice, tekste Ne napisali že na naslove. mailu. Kaj nekaj smo že pošiljali, ja. Šete se. Tako da, seveda ste vabljeni na vse naše dogodke, ne? Literatura, ki sem prej govorila o knjigah, razen te zadnje, je napisana vse. S sodelavko smo dodali precej knjig, ki smo govorili o prehodu, o smrti, o obsmrtnih izkušnjah. So tam vse knjige, ki so jih pisali zdravniki, pa še druge zraven, tako da vse so dostopne, vse so v knjižnici, nekatere so pač izposojene, lahko jih rezervirate, je vse napisano. Tako da prijetno branje. Seznamo pa seveda sproti še dopolnjevali. Toliko, no, to so te osnovne informacije. Mislim, da smo povedali, kaj datum sem vam povedala decembra? 17. Ok, Joško, pa še ti kaj povedati? Mogoče nas boš presenetil. Na seznamu tisti, ki niste doživeli predavanje Olega Križanovskega, so tudi tiste knjige, ni nujno, da jih berete. Sprašujem pa Joškota, če je kakšna... Če se je Oleg mogoče kaj oglasil, prej so bila vprašanja, če nas bo mogoče presenetil s kakšnim... Ja, vedno prav, da nas bo presenetil, ampak... Aha, samo ne vemo kdaj. Veste, kako je Oleg... To je zato, da vsi pridete vedno. Jaz sem vam razlagal prej, da ta večnost je vedno krajša. In Oleg je star že 92, ne? In... je tako, da je ta božna do Izole, kar tam ga že kar malo utrujajoča. Tako da, kadar se bo počutil toliko dobro, bo pa prišel. Vedno prav, bom pa šel, ker ne, vedno ima voljo. Zato morate vedno prideti, ne, ker ne vemo točno kdaj. No, veste kako, tako funkcionira zelo v redu, ampak vožnja je pa zanga kar malo težka. A veste, zdaj, recimo, ko bo delavnice konc, potem je še eno debelo uro vožnje do Ljubljane in je zanga to kar napora. Tako da enkrat, kadar se bo kolikor to dobro počutil, pa bomo, ne. Sicer mogoče se čudno sliši, ampak mogoče ta del, veš, ko imaš ti predavanje, če slučajno pride, ne? Ja, pa ga čas poležemo, imamo tudi kavč, veš, tam.
To je pa on toliko partizanov vse. Ne bo, ne? To pa ne bo hotel. Dobro, lahko mu rečeš, no, da je ta možnost. Ja, bom mu povedal, da ste zelo veženi in da če bo le mogo, bo prišel. Ja. Tako, raven če pa le moraš, pa le sporoči kakšen dan prej. Ja, če ne vam bo, pa jaz se ne pa nisem povedal. Tako da. Ok, ja, hvala lepa. Hvala lepa.